Vlada je danes sprejela že omenjeni predlog novele insolvenčnega zakona. Glavna novost, ki jo prinaša ta novela, se nanaša na postopek prisilne poravnave. Znano je, da je institut prisilne poravnave namenjen najboljšemu poplačilu upnikov. Ta institut prisilne poravnave ohranjamo. Kljub temu, da je iz dela gospodarstva, zlasti iz obrtno in podjetniške zbornice, prišel namig oziroma želja, da bi se ta institut v celoti odpravil. Vlada meni, da je smiselno, da v okviru prisilne poravnave ohranimo možnost, da se na osnovi finančnega prestrukturiranja družbe, ki se znajde v tem položaju, omogoči nadaljevanje poslovanja, če so seveda izpolnjeni zakonski pogoji. Osnovni zakonski pogoj ostaja nespremenjen in to je, da morajo biti upniki v postopku prisilne poravnave poplačani bolje, kot bi bili, če bi bil na družbo uveden stečaj. V tem delu sprememb v zakonu ni. Dodajamo pa še dodaten pogoj in sicer, da morajo biti upniki poplačani v najmanj 50% deležu njihovih terjatev in sicer v obdobju največ 4 let. Na ta način želimo predvsem spodbuditi lastnike, da pravočasno z dokapitalizacijo in z drugimi ukrepi preprečijo situacijo, da bi sploh prišlo do položaja, ko bi morala družba razglasiti insolventnost in ko bi se morala ukvarjati z alternativo ali prisilna poravnava ali stečaj. Praksa nekaterih postopkov v Sloveniji, ki so delno povezani tudi z prevzemom podjetij oziroma z menedžerskimi odkupi, namreč kaže, da bi na ta način lahko v dobršni meri omejili nekatere negativne pojave. Ta institut omejitve na najmanj 50% poplačilo upnikov v obdobju največ 4 let v Sloveniji ni nov. Naša država oziroma Slovenija ga je že imela. Imela ga je leta 1993. Pogoj je bil takrat 50% poplačilo v najmanj letu dni. Kasneje, leta 1997, je prišlo do določene omilitve tega pogoja in na določitev več možnih odstotnih deležev poplačila v različnih časovnih obdobjih. S še kasnejšo novelo pa je bil ta pogoj v celoti črtan. Zdaj se torej vračamo na prvotni model, pri čemer je vlada ob tem tehtala tudi dejansko stanje v zvezi z odobrenimi prisilnimi poravnavami, pregledala stanje teh poravnav v zadnjih 3 letih in ocenila, da je tak model ustrezen. Vprašanje, kakšen delež poplačila naj bo priznan kot minimalni in vprašanje, kakšno naj bo maksimalno obdobje, v katerem naj bi upniki prejeli to poplačilo, je seveda vprašanje primernosti ureditve. In po upoštevanju mednarodne primerjalne ureditve, po upoštevanju slovenske ureditve v preteklosti, po upoštevanju analize doslej sklenjenih oziroma potrjenih prisilnih poravnav smo ob seveda tudi dogovoru z obrtno-podjetniško zbornico sklenili, da predlagamo državnemu zboru že omenjeni model. To pa ni edina sprememba v tem zakonu. Prinašamo še 3 pomembne spremembe. Prvič, večamo pooblastila upniškega odbora. Upniški odbor v stečajnem postopku bo odslej lahko pregledal vse poslovne knjige in celotno dokumentacijo, ki jo je prevzel stečajni upravitelj. S tem pa seveda bo upniški odbor prevzel tudi določeno odgovornost, da bo upnike obveščal na njihovo zahtevo o stanju stečajne mase. Drugič, omejujemo pooblastila stečajnih upraviteljev v zvezi z oddajo storitev za potrebe stečajnega postopka določenim gospodarskim subjektom, ki so s tem upraviteljem ali z njegovimi ožjimi družinskimi člani povezani. Skratka, tu gre za ukrep, ki naj preprečuje kakršnokoli koruptivno oziroma drugače neustrezno delovanje stečajnega upravitelja. To se ujema z zahtevami, ki izhajajo iz zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. In tretjič, odločili smo se, da močno dvignemo globe. Globe za prekrške, ki jih stori poslovodstvo družbe, nadzorni svet, upravni odbor, zato
ker ne izvršuje svojih zakonitih dolžnosti v zvezi s postopki insolventnosti. To pomeni zlasti, da nepravočasno ali pa sploh ne analizira vzrokov insolventnosti ali pa da izvaja ukrepe, ki ne zagotavljajo enakega obravnavanja upnikov. Te globe, ki so danes od 800 do 4100 evrov, naj bi po novem znašale od 2000 do 10 000 evrov. To je prvi zakon. Kakšno vprašanje v zvezi s tem? Mogoče, ja, najbolj skrb ta ali pa čakar. Ja, Marko, izvoli. Minister, se opravičujem, sem malo zamudil, ko smo zunaj čakali vaše kolege. Samo to me zanima, kakšen je predlog v zvezi s poplačilama? Je zdaj 50% poplačila v 2 letih? Najmanj 50% v največ 4 letih. Tako, ja. Ja, ja, Vesna, izvoli. Vesna Zadravec, RTV. Dejali ste, da bi spodbudili lastnike, da pač sploh do tega stanja podjetje ne pride insolvenčnosti. Pa me zanima, če bi bilo potem bolj primeren ta predlog avstrijski, se pravi, govorili ste o 30% in pa 2 letih. Bi bil ta predlog v bistvu boljši, da do tega sploh ne bi prišlo, oziroma da bi se lastniki tega stanja izognili? Vlada je, ko je odločala o tem, upoštevala predvsem koristi upnikov v teh postopkih. In te koristi upnikov je preverjala tudi v strokovnem usklajevanju, tako z gospodarsko zbornico kot z obrtno-podjetniško zbornico. In gospodarstvo je tisto, ki pledira za višji odstotek in za daljše obdobje poplačila, kar se zdi realna možnost za to, da tiste prisilne poravnave, ki imajo to realno možnost, da te pogoje izpolnijo, tudi potem dejansko povzročijo učinke, ki jih ta zakon zasleduje. Omenil sem že, da smo naredili analizo doslej doseženih prisilnih poravnav za obdobje od leta 2008 dalje in primerjava teh podatkov v analizi z predlaganim modelom kaže, da prisilna poravnava ostaja institut v našem insolvenčnem zakonu, da ostaja realna možnost tako za dolžnika kot za upnike in da po drugi strani se zmanjšujejo možnosti, da bi se upnike preko instituta prisilne poravnave pravzaprav izigralo. To še zlasti velja za tako imenovane manjšinske upnike, kadar ti nimajo odločilnega deleža glasov, ki bi omogočilo odločitev o tem, ali se prisilna poravnava potrdi ali ne. Prav nič pa ne spreminjamo celotnega režima v zvezi s poravnavo, še vedno ima vsak upnik pravico do pravnega sredstva, da z njim dokazuje, da prisilna poravnava ne izpolnjuje zakonskih pogojev, še vedno je možno doseči razveljavitev že potrjene prisilne poravnave, če upnik dokaže, da bi bil lahko poplačan pod ugodnejšimi pogoji in tako naprej. V tem delu zakon ostaja nespremenjen. Marko, ti si imel še vprašanje? Ja. Kako se spremenijo v bistvu pogoji? Zdaj imamo v insolvenčni zakonodaji določenih par kriterijev, kdaj je nujno razglasiti insolvenčnost. Zdaj ste pač, in v bistvu se nam je dogajalo, da poslovodstva, ko so vedela, da gre podjetje pač zelo pač razpada, v bistvu vemo, kam gre, so čakala do konca, da en dan so lahko rekla poslovodstva, da je še vse v redu, in naslednji dan so razglasili insolvenčnost, ko so pač še enkrat izračunali vse skupaj. Zdaj ste tak prag nujnih poplačil nekako dvigali, a se bo zdaj zgodilo, da bojo pač podjetja ne bi ukrepala že prej, ampak čisto konkretno, kaj se spreminja v zakonu, da bojo morali pač prej reagirati, da se ne bojo mogli, da bojo pač, zanima me, kaj ste spremenili, da bojo uprave, ki vejo, da gre podjetje, pač da uničujejo podjetje, da bi morali prej reagirati, kaj konkretno jih bo k temu prisililo, razen pač ta izračun, višji odstotek poplačila. Temeljni princip, ki ga ta novela zasleduje, je, da vzpodbuja lastnike, da se obnašajo odgovorno in da se obnašajo odgovorno pravi čas in da ne računajo na to, da bi lahko prisilna poravnava za njih pomenila pravzaprav neke vrste odpust dolga, ki so ga povzročili, ali pa vsaj neko dolgoročno brezobrestno posojilo. Zdaj s to spremembo se ti pogoji v tolikšni meri zaostrujejo, da bo seveda ta premislek o tem, kaj pomeni situacija, ki se približuje stanju insolventnosti za samega lastnika,
Ne smemo pa pozabiti, da ohranjamo določbo 199a člena tega zakona, ki v okviru postopka prisilne poravnave omogoča, da upniki vstopijo v položaj lastnika, da ga pravzaprav razlastninijo in da se oni, morda tudi s pomočjo zunanjega investitorja, odločijo, da prevzamejo lastniške deleže v družbi. Ta možnost obstaja in v prvih primerih je bila tudi že izkoriščena. Ampak gre za institut, ki je bil sprejet za prejšnjo novelo zakona in ga seveda ta novela ohranja in vanj ne posega. V redu, minister, mogoče kar še na drugi zakon?